Na mirnem uličnem vogalu v Ljubljani je posebna stavba, v katero je vkomponirano število 3. Lastnika imata 3 otroke. Trojnost pa se odraža tudi na pročelju stavbe in v številu nadstropij, ki jih ima to zares posebno domovanje. Tale razkošna hiša stoji blizu središča prestolnice. Spoznajmo njene čiste, preproste linije ter množico osupljivih detajlov, s katerimi se v resnici poklanja naravi. Klavdija in Toni, živjo. Najprej sem pomislil, tle bi pa komot lahko Luka Dončić živel zaradi višine stropov. Najprej mi je to padlo v oči. Zakaj taka strast do visokih stropov? Ja, mi smo prej živeli v stanovanju v mansardi pri naših starših in smo si zato od nekdaj želeli visokih, odprtih prostorov. In zdaj se nam je ta želja končno uresničila s to novogradnjo. Tam je bilo bolj nizko? Je bilo zelo nizko. Ste se malo butali z glavo? Ja, doskrat, ja. Je neprecenljiv občutek še danes, ko stopimo skozi vhodna vrata in se nam odpre odprt prostor z dobro klimo. Pogled skozi velike steklene površine pa nam daje občutek, kot da še vedno živimo v naravi, čeprav smo le streljaj od mestnega jedra. Koliko pa imamo tle višino stropov v centimetrih? 3,20 m, kar pomeni, da je ta kvaliteta bivanja na višjem nivoju. Ampak vi, ki ste zelo visok, Toni, imate pa po mojem tudi neke svoje kotičke, ki jih lahko samo vi dosežete, ne? Res je, do 2,20 m dosežejo vsi člani družine, zgoraj so pa moji prostori. Navzven mi tole deluje, kot da bi šlo za večstanovanjski objekt. Ko se je hiša gradila in smo večkrat prihajali na objekt pogledati, v kateri fazi je, in smo prišli do zadnjega vrhnega nadstropja, so nas mimoidoči večkrat vprašali, kdaj bodo naprodaj stanovanja v tem objektu, in na žalost smo jim morali razložiti, da je to samo ena družinska hiša. Smo pa na barjanskem koncu, kar pomeni, da ste na takih zelo močvirnatih tleh. Je bilo verjetno potrebno pilotiranje, pa kakšne so zgodbe s tem? V začetku, ko smo naredili temeljni skop, je celotno površino zalila voda, tako da smo lahko opravljali nadaljnja dela samo s tem, da smo izčrpavali po delih, da se je naprej vršilo temeljenje. Sosedi pa so nas neprestano spraševali, če bomo imeli v pritličju bazen. Po drugi strani smo pa potem to podtalnico zelo s pridom izkoristili za avtomatsko zalivanje celotne zelene površine zunaj. Tako da dobra in slaba plat. To temeljenje je zelo zahtevno na Barju. Imamo 23 betonskih pilotov, dolgih 18 metrov, in okoli 200 lesenih pilotov za urejanje okolice. Hiša se prek pasovnih temeljev nadaljuje v samo stavbo, piloti pa so v bistvu kot neke dolge noge na hoduljah. Nina, tale hiša kar mrgoli od raznoraznih posebnosti, ampak katere arhitekturne izzive bi vi tukaj poudarili? Ja, ta hiša je bila dokaj velik izziv. Prvič, ker so prišle stranke, ki so imeli čisto mogoče malce drugačne želje, od katerih smo navajeni. In to je ta neka tridelnost, ki se potem pojavljala tudi v drugih motivih v hiši. Ko je pač tudi sama hiša je dejansko iz 3 nadstropij, torej imamo pritličje, ki je namenjen tem skupnem velikem bivalnem prostoru, in tudi starši imajo tukaj svoj apartma, tako rečeno, svoje prostore, spalnico in kopalnico. Prvo nadstropje je namenjeno samo otrokom, vsak ima skoraj svoj apartmajček in skupno kuhinjo. In 3. etaža, terasna etaža, pa tukaj se nahaja savna, telovadnica, en takšen večnamenski prostor za druženje z manjšo terasico s pogledom na okolico, in seveda tista pa zadnja pika na i je pa seveda ta ravna streha terasne etaže. Kaj nam sporoča fasada in iz česa je narejena? Fasada je zelo subtilna drugače, bolj kot ne bele barve, vendar se pa površine so različno obdelane. Torej imamo nek omet, ki je zelo zglajen, gladek, na to neke obešena fasada, kot so neke vertikalne alu profilčki, pa tudi ta obešena fasada iz velikoformatnih plošč, kjer smo pa še dodatno hoteli malce obogatiti, malce narediti bolj zanimivo, je pa ta izrezan motiv drevesne krošnje.
Misel na starost in možnost, da se bo nekoč upočasnil korak, je zakonca Tekavčič spodbudila k temu, da sta si v hiši omislila dvigalo. Zanimivo pri tej hiši mi je, da je brez stopnic, notranjih namreč. Ja, tako je. Osrednja komunikacija je v hiši je dvigalo, stopnice so pomaknjene na zunaj, predvsem zaradi tega, da bi izkoristili prostor, ki bi ga drugače zavzemale stopnice v notranjosti. Vseeno smo dodali stopnice, seveda zaradi same varnosti in funkcionalnosti. Te stopnice so dejansko zunanje stopnice, torej iz kovinske konstrukcije, profilirane pločevine, hladen prostor, vendar smo ga hoteli vkomponirati v objekt. Zaradi tega smo se odločili, da jih ovijemo v ovoj, ki bi dejansko povezal objekt z tem zunanjim stopniščem, hkrati pa tudi služil kot neka vrsta varovanja in intimnosti pred ostalimi ljudmi. Ne. Pri oblikovanju interierja prevladujejo subtilni nevtralni odtenki. Toplino domu doda naravna barva hrastovega lesa, ki se pojavi na parketu in na posameznih pohištvenih elementih. Les imamo že v koreninah. Najina starša oziroma očeta sta oba bila mizarja. Od tod sva midva tudi nadaljevala s tem poklicem. Najverjetneje pa toliko detajlov in tako natančnih zahtevnih izvedb si človek ne bi kar takole spomnil, če ne bi sam bil, po domače rečeno, iz foha. Ja, to so pa izkušnje, sejmi, debate, svetovni splet, vsega po malem. Vso pohištvo je izdelano v mizarski delavnici. Njegova posebnost je, da ima vse vogale spojene pod kotom 45 stopinj. Oprema je minimalistična, čistih in preprostih oblik. Na njej se pojavlja stiliziran vzorec krošnje in vej. Zato pohištvo potem deluje moderno, a še vedno toplo, ker spominja na te naravne elemente drevesa. Lahko pa povem tudi, da so otroci sodelovali pri izdelavi opreme, ne samo kot ideje, ampak tudi fizično. Pomagali so v svojem prostem času med počitnicami. Zelo smo jih motivirali tudi s tem, ko smo jim dejali, da prej, ko bo oprema narejena, prej se lahko selimo. Ne? Meni se zelo impozanten zdi tale kuhinjski otok. Povejte mi kaj o njem. Kdo si ga je tako zamislil in kako je izveden? Torej, videla sva ga nekje na sejmu v svetu in nama je bil zelo podoben, všeč kot razstavni kos. Arhitekti so nama ga izrisali, lesenega smo sami izdelali, potem smo ga odpeljali k kamnoseku, ki je porabil pol leta, da ga je naredil. Torej, to je vse obloženo s kamnom? Celoten otok je obložen s kamnom in je kot kos zelo zahteven za izdelavo, kot tudi za vnos v hišo. Namreč je v kosu in tehta najmanj 1 tono. Pri načrtovanju hiše so resnično mislili na vse, tudi na udoben utility in na prostor za zdravo življenje ter krepitev mišic. Povejte mi, kdo sploh uporablja fitness, če sta vidva že tako v mizarstvu, a ni že v službi dovolj fitnessa? Torej, fitness uporabljamo, ne boste verjeli, vsi člani družine. Otroka oziroma fanta trenirata košarko, že z tega vidika uporabljata fitness. Hči pa je po nama povzela navado, da tudi telovadi, ker vidi, da je to en način zdravega življenja. Za visoko kakovost bivanja v prostorih je poskrbljeno s prezračevanjem, z rekuperacijo in stropnim hlajenjem. Elegantna hiša je opremljena tudi s pametno inštalacijo. Prednost pametne inštalacije je, da midva kot delava v delavnici, ki ni v Ljubljani, lahko s telefonom odprema dostavljavcu pošte vhodna vrata, on jo lepo zloži noter, zapre za sabo, jaz vrata zaprem, nadaljavo. V resnici bi mi lahko tole danes posneli tudi brez vaju, ne? Bi nadaljavo noter spustili, pa bi šlo. Ja. Možno. Roko na srce, še dobro, da sta bila lastnika ob našem obisku doma, kajti njun iskriv nasmeh pove o bivalnem zadovoljstvu v hiši mnogo več kot katerakoli slika.